Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v svetu odraslih. Danes bomo govorili o zanimivih, predvsem pa poučnih temah. Najprej v studiu pozdravljam gosta Jureta Pirca in Manco Ravšelj, ki nam bosta povedala kaj več o dnevu diplomacije, ki bo potekal v sredo na Pravni fakulteti v Mariboru. Lepo pozdravljena. Lepo zdrav. Pozdravljeni. Najprej za začetek me zanima in pa vse tiste, ki tega še ne vedo, kaj ILSA pravzaprav je, kakšne aktivnosti izvajate v okviru ILSE in kdo je lahko njen član? Ja, ILSA je v bistvu Evropsko združenje študentov prava. In sicer ILSA Maribor je ena izmed 3 lokalnih skupin, ki obstojijo v Sloveniji. Sicer je to apolitično strokovno društvo, ki prireja razne projekte, v bistvu z področja prava in pa širše. V bistvu pa sama organizacija ILSE poteka na 3 ravneh, to je na lokalnem, nacionalnem in pa mednarodnem, in tudi v mednarodno okolje je usmerjeno sodelovanje tega društva. V sredo pa na Pravni fakulteti organizirate dan diplomacije. Zakaj ste se odločili za organizacijo tega dogodka? Kakšen je njegov namen? V bistvu je to, bi lahko rekli, da je to en pilotni projekt in sicer bo pomenil kar kvalitativni preskok v delovanju našega društva. Namreč je prvi takšen večji dogodek, ki ga ILSA Maribor organizira in z tega vidika pravzaprav pomeni en doprinos k dogajanju v našem društvu. Kako pa bo ta dan potekal? Kaj vse bo na njem predstavljeno? Kdo bo predstavljal in kako je razdeljen pravzaprav? ILSA dan diplomacije se bo v sredo pričel ob 9:30 zjutraj. Takrat se bo začela prva sekcija dogodka, na katerem bodo gostje predavali o zunanji politiki Republike Slovenije in Organizacije združenih narodov. Za prvo sekcijo bo sledila pavza, ob 2. uri se prične druga sekcija, ki je namenjena veleposlaništvom pri nas, torej ki delujejo v Sloveniji in našim veleposlaništvom po svetu. V tej sekciji se bo med drugim pridružil tudi ameriški veleposlanik, gospod Hartley, obiskal nas bo tudi romunski veleposlanik, potem namestnik angleške veleposlanice, tajnik nemškega veleposlaništva in pa gospod Boris Sovič, ki je nekoč deloval kot veleposlanik v Izraelu, in pa gospod Ludvik Toplak, ki je deloval kot veleposlanik pri Svetem sedežu, torej v Vatikanu. Dogodek pa se bo zaključil za 3. sekcijo, ob 18. uri se bo začela. Tukaj imamo pa v bistvu okroglo mizo 3 častnih konzulov, in sicer gospoda Gorazda Šifrerja, ki je častni konzul Republike Kazahstan. Naslednji je gospod Cemer Amarin, on je častni konzul Jordanije in tudi najstarejši častni konzul oziroma gospod to funkcijo opravlja v Sloveniji do zdaj najdlje. Tretji pa naš nekdanji profesor, gospod Šime Ivanko, kot častni konzul Hrvaške. Super, glede na to, da govorimo o zelo visokih in pomembnih gostih, kakšen je bil njihov odziv na vaše povabilo? Jaz moram reči, da je presenetljivo dober. Večina ljudi je res zelo hitro odgovorila. Večino gostov smo imeli potrjenih že po 2 tednih dogovarjanja. Mogoče smo čakali še potem na neke informacije, kdo točno bo prišel, ampak veleposlaništva, recimo, ki se bodo dogodka udeležila, in pa konzulati, so v bistvu z prve, kaj smo jim pisali, odgovorili, da pridejo. Tako da se mi zdi, da je bil odziv, glede na to, da smo se prvič take stvari lotili, res zelo dober. Tudi strani ministrstva in strani veleposlaništva smo dobili zelo dobre odzive, kar se tiče tega, da se študentje sploh zanimamo za take dogodke, da nam je v interesu take stvari organizirati in so prav vsi bili pripravljeni takoj priskočiti na pomoč, nam tudi dali informacije, morda na koga se še naj obrnemo, koga še naj povabimo in tako dalje. Koga pa ponavadi najbolj zanimajo takšni dogodki? Kako se študentje odzovejo na njih? V bistvu bi lahko bilo bolje, ampak vseeno pričakujemo zelo dober odziv. Glede na to, da gre za res obsežen dogodek z zelo zanimivim programom. Boste morda tudi v prihodnje organizirali kakšne podobne dogodke? Je že kaj v načrtu? Definitivno, s tem, da v prihodnosti ciljamo še malo dlje. Mogoče bi izvedli kakšno mednarodno konferenco, ki bi trajala, ne vem, mogoče 3-4 dni, ampak to v prihodnje.
Kako pa bi prepričali nekoga, ki še ni čisto gotov, da bi se udeležil dogodka, da je pomembno, da je potrebno priti, da je zelo znanja veliko pridobijo in tega? Ja, meni se zdi ena velika prednost tega dogodka, da se bojo v Mariboru na pravni fakulteti res udeležili zelo pomembni gostje. Zdi se mi tudi, da študentje, tako pravne fakultete Maribor, kot tudi drugi študenti ali pa mladi, se morda niti ne zavedajo pomena teh institucij, ne zavedajo vse, kaj recimo veleposlaništva delajo, kaj delajo konzulati. In ta dogodek jim bo malo bolj približal pomen dela, sploh na področju povezovanja med državami. Dogodka se bo recimo udeležilo tudi nekaj gostov, ki živijo sedaj v Sloveniji, pa prihajajo iz držav, katerih veleposlaništva delujejo pri nas. Ti ljudje so nas sami kontaktirali, ko so zvedeli za dogodke in so vsi nekako sami aktivni potem tudi pri delovanju v sklopu veleposlaništev, pa pri delovanju v sklopu častnih konzulatov. Tako da se mi zdi, da ljudje, ki živijo pri nas, ki so si ustvarili pri nas neko življenje, najdli smo ogromno ljudi, ki so iz teh držav, ko jim je res uspelo, ko vidijo prednosti v Sloveniji, ko uživajo tukaj. Je pomembno tudi za goste, za nas, vse, ki bomo na tem dogodku, da se zavedamo tudi mi mogoče tega povezovanja. Ne? Res je. Ja, Manca in Jure, super, jaz se vama zahvaljujem za obisk v našem studiu in vama želim uspešen dan diplomacije. Hvala za povabilo. Kot drugo gostjo v studiu pozdravljam Meto Šepic, ki nam bo predstavila botanični vrt, ki deluje pod okriljem Univerze v Mariboru. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Torej, s prihodom pomladi je ponovno zacvetel botanični vrt, ki deluje pod okriljem Univerze v Mariboru. Kdo pa pravzaprav skrbi, da je to mogoče? Ja, jaz najprej lepo pozdravljam vse poslušalce oziroma gledalke in gledalce. Botanični vrt je letos že 15. zapored odprl vrata svojim obiskovalcem, čeprav je to v bistvu eden od najmlajših botaničnih vrtov v Evropi. Kdo skrbi, da botanični vrt vabi obiskovalce? Jaz mislim, da je v ta proces vključenih več organizacij. Poleg matične univerze v Mariboru, fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, so tudi naši podporniki, občine, kar nekaj občin, ki so sodelovali že pri ustanovitvi botaničnega vrta, in pa posamezni donatorji in prijatelji botaničnega vrta, ki pomagajo, da to funkcionira. Zakaj pa bi dejali, da je botanični vrt pomemben del Univerze v Mariboru? Kaj pravzaprav predstavlja za same študente? Morda tudi kotiček, kamor gredo med izpitnim obdobjem, po malo miru? Ja, botanični vrtovi v preteklosti so bili vedno del univerz, vse posod po Evropi, kasneje tudi po svetu, in so bili v bistvu osnovni del tam, kjer se je znanost razvijala, ne? Sploh kar se tiče botanike, in še danes so botanični vrtovi v bistvu centri znanja. Pri nas se študenti praktično ali res konkretno srečajo recimo z rastlinsko sistematiko. Na nižjih stopnjah izobraževanja pa se še učenci in dijaki seznanijo z naravoslovnimi vsebinami. Študenti pri nas opravljajo tudi del vaj, ki so del študija, in pa del prakse, ki so tudi na nekaterih fakultetah del študija. Super. Ja, letos ste poskrbeli v botaničnem vrtu tudi za eno prenovitev, oziroma v lanskem letu nekje tu prenovitev rožnega vrta. Kdaj bo možen ogled tega vrta? Ja, rožni vrt je en del botaničnega vrta, kjer imamo posajene vrtnice. To je velika zbirka, zdaj nastala v zadnjih 2 letih, je potekala prenova in smo število sort vrtnic povečali za 3-krat. Tako da si zdaj lahko obiskovalci ogledajo več kot 100 različnih sort vrtnic v enem takem prelepem ambientu pod Pohorjem z razgledom na grad Hompoš in s takimi prekrasnimi potmi in pogledi na pohorske gozdove. In ta vrt je v bistvu na ogled ves čas, kadar je vrt odprt. Je pa uradna otvoritev, svečana otvoritev je bila lansko leto junija.
Zdaj bo pa letos prvič popolnoma, bom rekla, v razcvetu, ker tiste stvari, ki so lani bile posajene, še lani niso čist cvetele. Ne. Tako da letos pričakujemo, da bojo vrtnice v polnem cvetenju nekje v prvi tretjini meseca junija. Kaj drugega pa si je še možno ogledati v vrtu, kakšna drugačna posebnost, letos kaj novega? Ja, letošnja novost je pravzaprav ena naša že nekaj letna želja, da bi pokazali tudi druge vsebine, ki jih vrt skriva. To je ena izmed njih je arheologija. Na delu botaničnega vrta, pravzaprav se sam botanični vrt nahaja na nekdanjem grobišču, prazgodovinskem grobišču, in v letošnjem letu načrtujemo tudi zasaditev paleovrta, kjer bomo predstavili stare sorte rastlin, ki so jih ljudje gojili na tem območju že pred 3000 leti. Računamo, da bo ta vrt na ogled prvi del zasajen že v jeseni, ko bomo imeli tudi eno prireditev, ki bo kulinaričnega značaja, se pravi, da bomo iz teh starih žit tudi spekli kakšen kruh ali kakšne druge stvari, in pri tem nam bodo pomagali študenti iz Višje šole za gostinstvo in turizem iz Maribora. Super. Kako pa je s samim vstopom v botanični vrt? Kako je to za študente, za druge obiskovalce? Ja, vstopnina v botanični vrt za obiskovalce je 4 evre, študenti Univerze v Mariboru z veljavno študentsko izkaznico pa imajo prost dostop. Kaj pa lahko stori nekdo, ki bi morda želel pomagati pri raznih dejavnostih v botaničnem vrtu? Je to mogoče? Se je možno pridružiti? Ja, možno se je pridružiti Društvu prijateljev botaničnega vrta Univerze v Mariboru in prek tega društva lahko potem pomagate ali pri delu v vrtu ali pri organizaciji prireditev. To društvo tudi je soorganizator vseh prireditev, ki se v vrtu odvijajo, in na ta način lahko pridete v direktni kontakt z tem, kaj se v vrtu dogaja. Če niste študent Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, ki ste že v vsakem primeru v stiku z vrtom. Ja, ta minuli vikend pa je potekal tudi majski sejem. Kakšen je bil njegov namen, kako je uspel? No, večina prireditev v botaničnem vrtu ima povezovalni značaj. S to prireditvijo Majski sejem rastlin želimo povezati lokalne pridelovalce, gojitelje rastlin, pa tudi nekatere druge turistične in rokodelske recimo dejavnosti, ki so iz naše neposredne bližine ali pa iz teh občin, ki sem jih omenila v začetku, ki so ustanoviteljice neke vrste vrta. In tukaj se predstavijo, se pravi, razne vrtnarske dejavnosti, hortikulturne dejavnosti. Tukaj ljudje lahko kupijo sadike ali pa vrtno orodje ali pa v bistvu vse, kar je povezano z vrtom in z vrtnarjenjem. Imajo pa možnost na tej prireditvi tudi marsikaj novega izvedeti. Tukaj so strokovna predavanja, pa potem kakšna potopisna predavanja, razstave in tako naprej. Majski sejem želimo si, da bi postal en tak center druženja v tem spomladanskem času, je pa, se veste, v začetku maja to velikrat odvisno od vremena. In letos se je to vreme aprilsko tudi obrestovalo pri ponudbi. Ja, super. Kje pa lahko spremljamo botanični vrt, na kakšnih socialnih omrežjih na internetu, kje pravzaprav zvemo za dejavnosti, ki se bodo zgodile v prihodnje? Letni program prireditev v botaničnem vrtu je objavljen na spletni strani Botaničnega vrta Univerze v Mariboru, v bistvu že kar na prvi strani, če se spustite čisto navzdol po strani. Ta tabelica je celo leto na vpogled, posamezni dogodki pa se promovirajo tudi potem mesečno v mesečnih medijih, pa na Facebook strani, kjer se potem posamezne prireditve objavljajo takrat, ko so, ali pa kakšen teden prej. Super. Gospa Meta, jaz se vam zahvaljujem za obisk v našem studiu in vam še naprej želim prijetno delovanje v botaničnem vrtu. Hvala lepa in vabljeni na obisk. Mariborski študentje pa skrbijo tudi za čisto okolico. Zavihali so rokave in se pridružili čistilni akciji Šteko. Podrobnosti v prispevku. Tudi letos so študentje zavihali rokave. Pač malo počistiti kampus, da ne bo nasmetano. Vsako leto se držim tega dogodka, v bistvu zato, ker je že moj študij usmerjen bolj okoljsko, naravovarstveno. Pa to se mi zdi en super način, da tudi ostalim pokažemo, da se smeti ne meče po tleh, ampak da se jih ločuje. Trudimo se, ja mislim, neka lepa gesta je, pa globalno segrevanje, pa vse tako, pol se mi pa zdi fajn, da bi jaz imel tudi kak planet, da bi na njemu živel, pa ga nočem uničiti.
Za mnoge študente je dom v študentskih domovih Maribor. Tako rekoč svojo okolico generalno očistijo enkrat letno. Ja, to se je začelo že pred več kot 10 leti, predvsem tradicija, bom rekel, namen je bil ta, da pokažemo študenti, da skrbimo za svoje okolje. To se je prijelo, zdaj je to res že prava tradicija in s tem nadaljujemo. Smeti je bilo letos manj kot lani, vsebina vrečk pa podobna. Cigaretov pa embalaže je pač največ trenutno. No. Cigaretnih ogorkov, tega je največ, potem neke plastike, pa od filtrov tista plastika, pa papiri kakšni. Pa to je to, ja, tega je največ. S čistilno akcijo skušajo motivirati sovrstnike, pa tudi osveščati bodoče študente, da bodo znali ohranjati naravo in skrbeti za čist študentski kampus. Ko pride do zastoja srca, je vsaka minuta zelo pomembna. Na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru se tega še kako zavedajo. Zakaj je temu tako, nam bosta povedala Sonja Šostar-Turk in Anton Koželj. Lepo pozdravljena. Lepo zdrav. Lepo pozdravljeni. Torej, 17. maja na Fakulteti za zdravstvene vede organizirate izobraževanje temeljnih postopkov oživljanja. Zakaj ste se odločili za ponovno organizacijo dogodka, glede na to, da ste ga organizirali že v preteklih letih? Ja, mi smo to prvič organizirali pred 3 leti, to je bilo junija 2015, kjer smo začeli z izvedbo temeljnih postopkov oživljanja in v tem dnevu smo tudi namestili zunanji defibrilator, kjer je potem v pomoč, če pride do zastoja srca, študentom, dijakom, mimoidočim in lokalni skupnosti. Takrat oziroma vsako leto organiziramo to skupaj z zdravstvenim domom Adolfa Drolca, seveda za strokovnjaki z tega področja in z našimi zaposlenimi, prav tako z podiplomskimi študenti, smer zdravstvena nega, smer urgentna stanja v zdravstvu, ker jih tudi mi izobražujemo. Potem sodelujemo z srednjo zdravstveno in kozmetično šolo, ker tudi izobražujemo njihove dijake, naše študente in zaposlene pri nas. Prvo leto je bil tudi pokrovitelj našega izobraževanja Ministrstvo za zdravje. Prav tako so se ne samo ob zdravstvenem domu Adolfa Drolca tudi udeležili temeljnega izobraževanja prostovoljno gasilsko društvo Ruše. Prav tako se tudi vsako leto tiste zdaj tudi udeležujejo Slovenska vojska, ki kaže se svojega področja. In takrat, prvo leto, kot sem že omenila, smo izobraževali naše sodelavce, naše študente, dijake, mimoidoče in lokalno skupnost in imeli smo 300 udeležencev. Pomagali so nam pa tudi in se udeleževali izobraževanja tudi naši kolegi iz Univerze v Peču, iz Madžarske. Torej, če lahko še enkrat ponovite, komu je pravzaprav izobraževanje namenjeno in kako bo potekalo? Izobraževanje je namenjeno dijakom, študentom na naši fakulteti, našim zaposlenim, potem naši lokalni skupnosti, ki ima potem tudi možnost priti do defibrilatorja, ki je na zunanji strani fakultete, in pa seveda tudi mimoidočim. To je bilo v prvem letu. V drugem letu smo potem se vključila še gorska reševalna služba in smo razširili izobraževanje na zaposlene Univerze v Mariboru, tako da je bilo še več udeležencev. Letos in tudi so bili vključeni strokovnjaki takrat smo mi, torej iz Irske, Univerze v Ulstru, ravno z tega področja, potem tudi strokovnjaki iz Univerze iz Finske. V letošnjem letu pa smo izobraževanje celo razširili na osnovnošolce. Super, ja, na dogodku, kot ste omenili, bo sodelovalo res veliko ljudi. Kakšna pa bo njihova glavna vloga? Glavna vloga bo, da eni izobražujejo, drugi pa se bojo naučili, torej postopoma najprej teoretične, potem pa praktične osnove oživljanja. Super. Kakšno pa je povprečno znanje ljudi, tako po vašem mnenju, v postopkih oživljanja? Je po vašem mnenju o tem še premalo znanja? Ja, jaz osebno sem zelo prepričan na tem področju, se veliko ukvarjam, sodelujem, tudi raziskujem, da še vedno premalo poznamo temeljne postopke oživljanja.
Dejstvo je, da nekje statistika pravi, okrog 5 Slovencev dnevno doživi nenadni srčni zastoj. To se dogodi v okolju, kjer ti ljudje se seveda nahajajo, torej v delovnem okolju, domačem okolju, trgovskih centrih, rekreaciji, sprehodih in tako naprej. Dejstvo je tudi, da v večini primerov ti ljudje niso sami, ampak so tu nekje zraven prisotni še neki drugi ljudje, torej očividci. In to je ravno tista tarčna populacija, na katero ciljamo. Čim bolj široko, ko bi ljudje poznali temeljne postopke, več možnosti obstaja, da bi ob tovrstnem dogodku nekdo nudil ustrezno pomoč. Ustrezna pomoč je seveda klic dodatne pomoči, torej reševalne službe, ki pride čim prej, vendar v trenutku ne more biti tam. Pri nenadnem srčnem zastoju pa šteje minute, se vemo, da že po 3 minutah začnejo propadati prve možganske celice. Sedaj, če se ob tem dogodku nič ne dogaja, potem se okvare hitro začnejo nastajati. Če pa nekdo dobro izvaja temeljne postopke oživljanja, pa z njimi res kupujemo bolniku dragocen čas do prihoda dodatne pomoči. In če bi to znala široka populacija, bi imeli več možnosti, da bi več ljudi preživeli dogodek nenadnega srčnega zastoja. Po moji oceni je to znanje še vedno premalo razširjeno med laično populacijo. Na drugi strani se pa v Sloveniji kar dobro širi ta mreža zunanjih avtomatskih defibrilatorjev, s katerim prekinemo eno smrtno nevarno oziroma 2 motnje srčnega ritma in zgodno uporabo te naprave pa dejansko lahko človeku tudi povrnemo življenjske funkcije, torej puls in dihanje. In te naprave so tako dragocene, dejansko z njimi lahko rešimo življenje, da bi bilo smiselno seveda tudi široko populacijo izobraziti za uporabo te naprave. Tako kot smo se na fakulteti odločili, smo ta avtomatski defibrilator obesili pred vhod v fakulteto, torej na voljo 24 ur na dan, vendar sam aparat kot tak ne naredi nič. Nekdo ga mora uporabiti in ga seveda uspešno uporabljati za oživljanje. Kakšen pa je bil odziv ljudi v preteklih letih na to izobraževanje? Načeloma je odziv velik, imamo tudi organizirane skupine in to je bilo ponavadi najmanj vsaj več kot 100 udeležencev. Tako da odziv je velik, kolikor smo malo spremljali po anketah zadovoljstvo, so tudi ocenili udeleženci to izobraževanje kot koristno, kot izobraževanje, znanja, za katerega sicer nihče vsi upajo, da ga ne bodo rabili uporabljati, vendar se pa nikoli ne ve. In glede na to, da imamo vsako leto polno zasedenost, mest za izobraževanje, mislim, da smo kar uspešni. Kaj pa mora storiti nekdo, ki se bi želel udeležiti izobraževanja, kje se lahko prijavi, če si to želi, seveda? Prijavi se lahko na fakulteti. Imamo, tudi ste videli plakate, tudi letake, kjer se lahko prijavi glede telefona, po mailu in se udeleži tega izobraževanja. In vsak, ki zaključi to izobraževanje, dobi tudi certifikat na koncu. Torej potrdilo, da je opravil to izobraževanje. Torej, izobraževanje je definitivno koristno za vsakogar, ki se ga bo udeležil. Vsekakor, če lahko tako rečem, s temi postopki zares lahko rešimo življenje, še posebej z uporabo zunanjega avtomatskega defibrilatorja. Ti postopki so pa zelo enostavni. Uporaba te naprave je bolj enostavna kot uporaba naših mobilnih telefonov, ki jih uporabljamo. Vklopiš, nalepiš nalepke, poslušaš navodila, kaj te aparat tudi vodi in potem varno izvedeš še defibrilacijo. In na eni strani, če potrebe potem ni aparat defibrilacije oziroma električnega toka, kot ljudje radi rečejo, ne bo dopustil. Torej, z uporabo defibrilatorja praktično ne moremo narediti nič narobe, na drugi strani tehnice pa lahko rešimo življenje. Tako da so to res pomembne reči in bi si res želeli, da čim širša populacija se s tem spozna in to tudi osvoji. Seveda vsi upamo, da boste s tem rešili veliko življenj. Zahvaljujem se vam za obisk v našem studiu in vam želim uspešno izobraževanje. Hvala za povabilo. Če ste eni izmed tistih ljudi, ki nikoli nimajo časa, kaj šele za študij, vam bo današnja predstavitev posebne fakultete pisana na kožo. Dina Potočnik nam bo predstavila dobo. Lepo pozdravljena, Dina. Pozdravljeni. Torej, kaj pravzaprav je doba? Katere študije ponujate in komu je namenjena? Ja, Doba je danes zagotovo vodilna izobraževalna ustanova v Sloveniji. Predvsem smo vodilni na področju online izobraževanja, kar je zagotovo ena izmed posebnosti. Namenjen je študij predvsem v prvi vrsti zaposlenim, torej tistim, ki nimajo dovolj časa, da bi obiskovali klasična predavanja.
Potem seveda tistim, ki imajo nedokončano fakulteto iz preteklosti, pa bi želeli narediti to piko na i v svojem življenju. Se pa za online študij predvsem odločajo v zadnjem času tudi kar mladi, predvsem tisti, ki želijo malo drugačne pristope, kot so navajeni. Torej, ko ste omenili, zanimivost vaše fakultete je, da ponujate klasični študij in študij na spletu. Zakaj ste se odločili? Zato imate tudi certifikat, kot ste omenili. Zakaj pravzaprav, komu je to namenjeno, kot ste omenili, študentom, tistim, ki hodijo v službo, vsem? Kako se lahko prijavijo na ta program? Mi se že ves čas prilagajamo trenutnemu stanju, ki ga narekuje ta čas in družba. In dejstvo je, da danes nimamo veliko časa, še posebej ne zaposleni, tisti, ki imajo družine, pa imamo hobije. Skratka, pozabimo na naš nek osebni in pa karierni razvoj. Več kot desetletje nazaj smo na Doba fakulteti začeli ponujati online študij. Upisalo se je prvih 26 takrat posameznikov, danes vam povem, da 1000 študentov letno se odloča za online študij na Doba fakulteti. Tako da, tako kot ste rekli, imamo edini v Sloveniji mednarodno akreditacijo in naš Dobin model online študija je res nekaj čisto posebnega. Kaj študenti najbolj cenijo pri našem modelu online študija? Zagotovo v prvi vrsti fleksibilnost, ki jim omogoča, da lahko izbirajo čas študija, kraj študija. Na drugi strani je pa online študij kar precej strukturiran in tudi zelo natančno spremljan. In kar 92% naših diplomantov in pa študentov ocenjuje, da je ta podpora, ki jo imajo od začetka, od vpisa in potem ves čas študija, res neprecenljiva in je ključnega za njihov uspeh. Kakšni so pa bili tisti čisto prvi odzivi študentov in pa tistih, ki se jim je zdelo to nekaj čudnega študirati na spletu? Še danes se srečamo z vprašanjem, kaj pa je online študij, kako poteka online študij. Zato smo na Doba fakulteti že v zadnjih letih zelo veliko materialov pripravili na to stran in vaše gledalce res vabim, da obiščejo spletno stran, kjer imamo videoposnetke naših študentov, naših mentorjev. Seveda je vedno vprašanje, kako bom sam. Ne, pri online študiju niste nič sami in to je ta podpora in to spremljanje, ki ga imate. Zelo natančno so definirane študijske aktivnosti, teden za tednom vas spremljamo, vas ocenjujemo, temu rečemo sprotno preverjanje in ocenjevanje znanja. Kadarkoli se lahko obrnete in dobite povratno informacijo, če imate tehnično težavo, če imate vprašanje pri sami izvedbi predmeta, skratka, ves čas smo na razpolago in ravno to je ta podpora, ki je tako zelo univerzalna pri nas in ji dajemo zelo velik poudarek. Prej ste dejali, da se jih vedno več odloča za online študij. Zakaj menite, da je temu tako? Ravno zaradi teh potreb, ki so danes. Službe že dolgo niso več od 7 do 3, od 6 do 2. Delamo popoldan, delamo čez vikend, nekatera delovna mesta so zelo pestra, zelo veliko je službenih poti, zelo veliko je izobraževanj in študijski proces je naravnan na takšen način, da če pa ne obiščemo predavanj, zgubimo marsikaj. In ta dostop, ker tudi del online študija so tudi spletna predavanja in če si jih ne morejo študentje ogledati takoj takrat, lahko pogledajo si naslednji dan. Saj veste, v predavalnici pa tega ni. Tako da to je v bistvu čisto narekovanje časa. Ljudje se zelo odločajo tudi recimo že med samim študijem. Veliko krat opažamo, da se študentje po prvem letniku recimo odselijo v neko tujo državo, dobijo neko poslovno priložnost in nemoteno naprej študirajo. Morate vedeti, da pri nas študirajo trenutno študenti v slovenskem, hrvaškem in srbskem jeziku iz 35 držav sveta. Tako da, in sploh ne vemo, včasih sploh se javi nekdo iz Kitajske, pa iz Kazahstana, pa da ne govorimo o vojakih v Afganistanu. Skratka, zelo pestro je tukaj. Obenem pa organizirate tudi poletno šolo, je tako? Komu je namenjena in kaj pravzaprav posameznik, kakšno znanje prejme po koncu te šole? Ja, res je. Mi že v bistvu v letošnjem letu izvajamo 7. mednarodno virtualno poletno šolo, ki je v zadnjih letih prešla v bistvu, res je postala zelo aktualna in zelo popularna. Vsako leto več kot 500 posameznikov se vključuje.
zelo pestra ponudba in vsa večina, samo ena stvar, večina stvari je brezplačnih v poletni šoli. Namenjena je vsem tistim, ki želijo si pridobiti neka nova znanja, nove kompetence, predvsem iz področja osebnega razvoja. En del poletne šole pa smo namenili tudi pridobivanju znanj in kompetenc z področja pametnih mest. Namreč v letošnjem letu smo tudi akreditirali nov magistrski program Management pametnih mest in tudi ti programi, ki jih ponujamo na fakulteti, so nekaj čisto posebnega v slovenskem prostoru. Tako da vabim vaše gledalce, da obiščejo našo spletno stran www.doba.si, kjer je program zelo natančno predstavljen, zagotovo bodo našli kakšno vsebino zase. Bi pa opozorila, da so se mesta zelo hitro začela polniti, tako da naj le pohitijo. Super, gospod Dina, najlepša hvala za vaš obisk v studiu in predstavitev fakultete Doba. Hvala vam za vabilo. Vas, drage gledalke in gledalci, pa lepo pozdravljam in nasvidenje do prihodnjega ponedeljka.